Dobesedno se mi še vedno trza v ustih. Gremo. Ujeli smo ga. Vsaj do naslednje plime bo preživel. Adijo punčka z vodo. Ta stvar je prava orožje. Skoči na čoln, preden me napadejo ti prekleti bikovski morski psi. Gremo, skoraj potrebuje našo pomoč. Na koncu moramo najti tistega kralja grebena. Pravkar smo pristali sredi velikega koralnega grebena in naslednje 3 dni bomo preživeli in taborili tukaj, fantje. Imamo čudovito turkizno vodo, raztresene otoke. Veste, da ima Avstralija ene najbolj norih živali sploh. In upam, da bomo v naslednjih nekaj dneh lahko ujeli kakšno z različnimi orožji. Ampak moramo biti tudi previdni, ker je tukaj zunaj toliko stvari, ki me hočejo ubiti človek. Tukaj imamo nahrbtnik, seveda imamo celo vrsto orožij. Imamo tudi čoln, ki je zasidran tam ob obali in ima nekaj sestavin v sebi. In veste, da nikamor ne grem brez tega frajerja. Imamo našo hitro poživitev. Ko bo tukaj na otoku najtežje, bomo to vzeli. Prinesel sem res samo najnujnejše stvari na ta otok. Torej, načrt napada je, da vidimo, ali lahko ujamemo svojo hrano. Ko vam rečem, da me tukaj vse hoče ubiti, sem bil na tem otoku dejansko že napaden strani morskega psa človek. Povsod so morski psi, imamo tudi skate, morske kače, vse me hoče ubiti. O moj bog, fantje. Tukaj ob obali imamo dobesedno grebenske morske pse in želve. O moj bog. Voda je tako čista, dobesedno plavajo tik ob tem robu obale. Raj na zemlji, dokler se ti grebenski morski psi ne obrnajo proti meni. In zato moramo biti tukaj naslednjih nekaj dni res previdni. Pravkar sem opazil najbolj prikupno stvar doslej. O moj bog! Poglejte to, imamo majhnega mladiča morske ptice. Tako je lepa. Naslednjih nekaj dni bo moja mala ljubljenka, če bomo kasneje ujeli kaj hrane, ji bomo prinesli nazaj. Toliko živali uporablja te vode in to zemljo kot svoj dom. Zelo pomembno je, da jih spoštujemo in ne posegamo v njihov prostor. Naš čoln je tamle, fantje. Zdaj bomo skočili na čoln in začeli raziskovati ta otok. Hočemo videti, če lahko najdemo kakšno hrano. Že sem lačen človek. In tam zunaj imamo res čudovite razmere. S seboj imam Frankija, on bo skipper tega izleta, fantje. In dobra novica je, da na tem otoku ni psov, brat. Tako da ne boš nobenega od teh stvari nesel domov. S Frankijem se samo šaliva. Malo si bova odpočila od tega, da bi jedla pse, brat. Daješ mi preveč upanja, brat. Rekel je to. In šli bomo po dobro ribo. Gremo, brat. Juhu! O bog, kako močno piha. Juhu! Pustili smo otok za sabo in za prvi dan smo si priskrbeli ta podvodni lok in puščico. Ta stvar je prava orožje. In razlog, zakaj bomo to uporabljali, fantje, je, ker bomo lovili na obalnih grebenih. Potaplo se bomo v vodi globoki približno 5 do 7 metrov. In upamo, da bomo s to stvarjo lahko ujeli kakšne pošasti. Na koncu bomo potapljali v globoko vodo, da ulovimo kralja grebena. Torej, trenutno imamo izziv s tem lokom in puščico. Ni lahko uloviti živali na ta način. Sem zelo navdušen, ker je okoli nas kristalno čisto. Gremo.
Fantje, pravkar sem našel najbolj noro jato devo rib doslej. Devo Cloudfish. Popeljal te bom dol in ti pokazal. Gremo. To je tisti ogromen curek, fantje. Ne, to je noro, stari. Poglej tisto stvar. To more biti največja, kar sem jih kdaj ujel v življenju, stari. Se šališ. O, to je noro. Poglej jo. V redu? To bomo pojedli za kosilo. Moramo ujeti kaj boljšega z lokom in puščico. Odnesi to stran. Fantje, danes je bil res nor dan. Na koncu smo ujeli to čudovito malo koralno trsko, velika usta. In s temi posesajo svoj plen. In vse te svetle pikice na njej ji pomagajo, da se zlije s koralami. Ni veliko hrane, ampak upam, da bomo v naslednjih dneh lahko lovili večje ribe. In na koncu moramo najti kralja grebena. Poglejte to, tukaj imamo majhnega morskega psa. Majhen epoletni morski pes. Poglejte ga. Ujel sem ga. Tako je močan. Tako je močan, malo kaj jaz, fantje. Ta tip dejansko samo plava po plitvini in išče hrano. Spustili ga bomo nazaj. V redu, oprosti za to, brat. Poglej ga. Vzel bom nož in hitro odrezal fileje. O, bog, fantje, poglejte to, šokantno, morate zavohati ribe. Dobesedno opazujemo morske pse, kako plavajo ob obali. Ojoj. Prav proti meni prihaja, poglejte to tamle. Imamo čudovit file koralne trske in ta je pripravljen, da gre naravnost na gorilnik. Veste, to je dober znak, ko je tisto okostje prozorno in lahko skoraj vidimo sončni zahod skozenj. Pravkar sem našel pravo zakladnico vodnih pištol Siki Kama. Mislim, da morski psi samo plavajo okoli njih. Vedo, da jih čaka dobra zabava. 100%. Morski psi igrajo preklete, nerf vojne, karkoli že, z vodnimi pištolami, stari. Nori so. Imamo 800 stvari, ki se dogajajo hkrati. Tukaj imamo želve, imamo morske pse, ribe skačejo ven, vse skupaj je noro. Gremo naravnost na to. Poglej to. Imamo tudi tega hudega, fantje. To je začimna mešanca za takosen. Ta stvar je vrhunska. To lahko zavohate že zdaj. Je noro. Ravno sem prijel to školjko tukaj, obrnil bom našo ribo.
Za prvi dan imamo čudovitega koralnega trska. Odtrgajmo nekaj koščkov. O, bog, pojej to. To je res neverjetno. Vidimo se jutri zjutraj, zgodaj. Pokazal vam bom, kje sem spal tukaj in vam tudi malo razkazal okolico. Od tu naprej bo samo še bolj ekstremno. Nova orožja, bolj nore živali in upamo, da tudi večje ribe. Dobro jutro vsem tukaj na tem otoku. Danes so razmere res nore. Rad bi vas odpeljal do tabora in vam na kratko pokazal, kje sem spal prejšnjo noč. In tukaj na otoku se je dogajalo tudi nekaj norega. Imamo to hitro prenosno posteljo, iskreno imeli smo srečo, da je ni odpihnal, sinoči so se mi v hrbet zabadali ogromni kosi koral. Spanje ni bilo prav nič udobno. Danes nas čaka ogromen dan in lovili bomo ogromne živali. Komaj čakam, ampak vam želim nekaj hitro pokazati. Tukaj so ogromne sledi in te so od želv. Pridejo gor sred noči in odlagajo jajca. Včeraj popoldne ste videli, ko smo kuhali, kako so prihajale gor. In po celem otoku je na stotine teh sledi. Pravkar sem nekaj opazil na tej plaži. Poglej to tukaj. Pridi sem, prijatelj. Pridi sem. Pridi sem. Hej, poskušam ti pomagati. Poskušam ti pomagati. Poskušam ti pomagati. Imamo to čudovito, mehko ptičko tukaj, fantje. Ne vem, kaj se je zgodilo z njeno mamo ali kaj se dogaja, dobesedno jo bo vsak čas odnesel plimni val. Običajno sploh ne bi posegal, ampak čez približno 2 uri bo ta ptiček popolnoma pod vodo. Ne posegam ali kaj podobnega, vidite, da samo počiva na meni, tako je prikupen. Je naš najboljši prijatelj za to pustolovščino. Sporočite mi v komentarjih, kako naj poimenujemo tega malega ptička. Mali, kako si prikupen? Vsaj naslednjo plimo bo preživel. Ampak obstaja še ena stvar, ki lahko ubije te ptice tukaj. Zdaj, lahko vidite ta grm tik za menoj. Ima ključno vlogo tukaj v ekosistemu. To je podobno tisti majhni ptici, ki smo jo imeli, le da je ta mrtva. In to je drevo, v katerem vse te ptice na tem otoku ležejo jajca in gradijo svoja gnezda. In izloča to smolo, fantje, ki se ujame v ptičja krila in perje. In potem ptica ne more več leteti in pogine. In s tem, ko pogine, dejansko zagotovi hranila tem drevesom. To je krog življenja in način, kako si med sabo dejansko pomagajo. Drevo nudi prostor, kjer lahko te ptiči odlagajo svoja jajca in ustvarjajo novo življenje. A potem drevo dejansko ubije ptiče, kar drevesu omogoči rast. Veste, kako zelo imam rad živali in res bi rad pomagal prav vsakemu ptiču tukaj. Toda tako kot ta mali, tudi za ta drevesa ni možnosti, da bi kdaj zrasla, uspevala in ustvarjala več življenja za te ptice, razen če te ptiči ne poginejo na tem otoku. Imamo celo malo križanega koralnega grebena. Smo v raju, brat. Imamo drugi dan, nova orožja, ogromne ribe in sem navdušen. Gremo! O, moj bog. Gremo. O, evo ga. Velika je. O, ne. Nimam pojma, kaj je to. Imam eno izmed najbolj norih živali sploh. Poskušal se bom izogniti ugrizu. Počakaj, pridi sem, prijatelj. To je tisto, čemur pravimo dolg jezik. Ujel sem ubogega tipa v oko. Poglej tisti kljun tam. Dobesedno bo zdrobil karkoli. Poglej to. To je noro. Kega tipa ne bomo pojedali. Spustili ga bomo. Še naprej bomo lovili. Poglej to žival. Prav. Odhaja. Prav, fantje. Pravkar smo zapustili modro laguno in dobili smo drugo orožje za izziv. To je mini harpuna. Res je, čisto mala. Ko bomo ujeli kaj s tem, lahko preidemo na glavno orožje in lovimo pošast tukaj na grebenu. Upam, da ob sončnem zahodu danes. Poglejte vodo okoli mene zdaj. Je tako neverjetno čista. Upam, da bomo lahko to orožje uporabili, da nam dvigne samozavest, da popoldne krenemo v največji lov od vseh, fantje.
Imam noro orožje, ki vam ga želim pokazati malo kasneje, ampak boste morali ostati z nami za to. Najprej gremo v vodo z mini harpuno. Gremo. Ne morem videti te puške. Fantje, uspelo nam je, stari. Poglejte tole tukaj, to je čudovita mala koralna postrv. In to so ene izmed najbolj okusnih rib v oceanu. $200 na kilogram. To je cena, za katero jih prodajajo v trgovinah tukaj. Morski psi so ponoreli. Ribe so si želeli prav tako kot jaz, fantje. Videli ste, da smo zgrešili nekaj strelov. Zadeva se je na začetku obnašala kot pokvarjena ura. Včeraj ste videli, da smo ujeli koralno trsko, danes pa smo ujeli koralno postrv, ki je v bistvu večja in boljša različica ribe, ki smo jo ujeli včeraj. Samo vzamem svoj nož in grem vzdolž hrbtenice. In ko dvigujem, jo samo odstranjujem stran. Čudovit kos koralne postrvi nad modro laguno.
To bo naše meso za ceviče. Pustili ga bomo kar tukaj. Na vrh bom dal 3 limete. Prav fino pečo vse moje uraznine, fantje, povem vam. Malo sem to pripravil že prej. Tukaj note imamo kumaro, rdečo čebulo in paradižnik. Zelo preproste stvari, fantje. To lahko zaključimo samo na en način. Tukaj imamo malo omake. To bomo dal gor in fantje, naša prepoznavna mešanica začimb za takose. Brez tega ne gremo nikamor. Poglejte to zdaj, izgleda neverjetno, razgled je nor, čas je, da začnemo. Najboljša stvar pri tem, fantje, je, da je to deska za pripravo vabe in hkrati kraj, kjer jemo kosilo. Gremo na to. Točno to tam. Fantje, to morate poskusiti, še posebej v Modri laguni. To je neverjetno. Juhu! O moj bog! To je tako dober. Meso je tako sveže. Dobesedno se še vedno trza v mojih ustih. Veste, kaj je najboljš pri tem? To je šele naše kosilo. Imamo povsem novo orožje. Komaj čakam, da vam ga pokažem. Šli bomo še malo dlje. Nato pa je čas, da zaključimo s kraljem oceana. Pravkar smo zaključili s kosilom in morje je popolnoma mirno. To je noro. Poglejte te razmere. Dobesedno lahko opazite vse ribe in vse ostalo s čolna. Wow! Uporabili smo 2 nekako pol šipki orožji. Zdaj bomo vzeli ven veliko topovsko orožje. To je po meri narejena podvodna puška, fantje. Zame jo je naredil Rob Allen. Velika zahvala njemu. Ima vzorec kitovca. Ima 60 metrov vrvi spodaj tukaj. Doseg te zadeve je dovolj, da lahko premaga kralja oceana. In zato imamo tukaj tega tipa. On je kapitan Heather Skipper. Moramo ujeti kralja, brat. Mi lahko pomagaš priti do njega? Ja, brat, imam res širok pregled, tako da vidim vse. Gremo. Prav, upajmo, da nas bo pripeljal do pošasti, fantje. Imamo veliko orožje, veliko ribo, kralja oceana. Samo vklopim kamero in začnemo. Gremo. Fantje, pravkar ste videli, da sem naredil hiter potop in videl veliko špansko skušo. Ampak stvar je v tem, da je držal razdaljo od mene, fantje. Trenutno sem skoraj na dnu, nimam več veliko energije v sebi. Potrebujemo hiter poživljaj, da zaključimo ta izziv. Zdaj gre za res. Fantje, tega še nikoli nisem naredil, ampak tokrat bomo. V življenju je za vse nekaj prvič. Gremo to opraviti. Mali plavalc, hitra poživitev. Gremo!
V redu, naj mi nekdo poda veliko konzervo, ker bom ujel ribo. Gremo. Gremo! Ja, uspelo nam je, draga! Dobili smo kraljevsko skušo! Juhuhu! Fantje, morda to ni največja kraljevska skuša na svetu, ampak imeli smo le še nekaj ur za potapljanje in uspelo nam je. Skočil bom na čoln, preden me napadejo ti prekleti bikovski morski psi, ker so bile tam spodaj prave pošasti. Fantje, videli ste, da je bilo tam spodaj vse mogoče. Imeli smo preklete pošastne morske pse, koralne postrvi povsod. Tiste jate drobnih rib so dobesedno prekrivale greben. Mislim, da je bil to najboljši greben, kar sem jih kdaj videl v življenju. Stari, nisi mogel niti videti pred sabo. Frankie si je tudi ulovil nekaj pošasti. Ujel je tega velikega nočnega hlastača tukaj in tega rdečegrlega cesarja. Dobili smo nekaj lepih koralnih postrvi. Fantje, to je tisto, za kar gre. Dobra energija na čolnu s fanti. Zapeljali se bomo nazaj na kopno, pripravili kraljevsko skušo za kuhanje in te druge stvari. Čoln je bil poln vode, zato moramo odstraniti čepke in zdaj glisiramo. Pokaži jim puško. No, gremo nazaj v tabor. Gremo. V redu, fantje, pravkar smo se vrnili v tabor in ena najbolj norih stvari se dogaja prav zdaj. Velika mama želva je pravkar prišla na plažo. Pravkar bo začela polagati jajca, fantje. Lahko si predstavljate, te želve so izčrpane, res. Prišle so vse do plaže. Ure in ure kopljejo luknje, da izležejo svoja jajca. Nočemo je preveč motiti, ampak to je neverjetno. Pravkar bo dala novo življenje temu planetu Zemlja. In zato gre, fantje. Včeraj ste videli, da nam je uspelo ujeti kraljevsko skušo, fantje. Te ribe prevladujejo. Videli ste vse tiste manjše ribe okoli in s tem se te ribe prehranjujejo. Vidite lahko, kako nore so vse te zobe tam noter in so tako hidrodinamične. Te prsne plavuti se zložijo skoraj v majhne reže tukaj in to jih naredi tako aerodinamične. To so plenilci, ki vladajo tamkajšnjim vodam in uspelo nam je ujeti enega. Iskreno, fantje, boljše od tega ne gre. Poglejte to meso tam.
Lovili smo zadnjih nekaj dni in končno ujeli kralja grebena. Dej mi, da se umijem. O moj bog, fantje, poslušajte to cvrčanje. Te stvari dobesedno žarijo trenutno. Malo začimbe z limono in zelišči. S tem ne moreš zgrešiti. O moj bog, to izgleda tako dobro. Tako, damo še malo sveže limete čez vrh, malo kupimejo, ki gre naravnost na vrh. Kralj oceana. Poskusimo kar tukaj. Poglej to. Zdaj vem zakaj. To je kralj oceana. Dej no, brat, dej, poskusi. Prav veste, da me je Frankie navdušil za to ribo. Poskusi, brat. Kako je? Na zdravje, brat. Fantje, to smo počeli zadnje 3 dni. Podali smo se na enega najbolj norih izzivov. Če vam je bil ta všeč, prosim, ne pozabite všečkati in se naročiti. Objavite še več videov tukaj zgoraj in se vidimo na naslednji divji avanturi. Pošiljam veliko ljubezni. Gremo!